En lep dober juter, mi šibamo na dopust in jaz res ne bi bil dober food vlogger, ker zmer pol pojem preden posnamem, ampak kvačaš, če je človek lačen. Sem ti po zameno za pol pojedeno palačinko posnel tele dva matching Maybacha v Ferrero Rocher specifikaciji. Kukor pa lahko opaziš, na temu dopustu nisem s svojim avtom, ampak o tem bomo malo kasneje. Sem pa ful vesel, da nisem s svojim, ker tlele po Splitu so robniki toliko visoki, da bi bil verjeten tudi floki prenizek, da bi z njemu kle parkiral. Evo, tole je pa luksus, da imaš v Splitu pokrit parking, ko je ob glavni cesti čist privat sam za nas, tole je pa naš hotelček. Jure, daj pokaž, kva si narizal. Sem obrn. Zdaj zdrisal. Ekspresa. Kukor se pa spodop, je treba iti takoj ta prvi dan ven žurat, ampak povsod, kamor smo šli, bilo vsaj 45 minut začakati. Seveda se pa nismo oddali, tako smo na koncu le v enem malo manjšemu proslavili svoj prvi dan v Splitu. Po uspešno proslavljenem ta prvem dnevu smo se odpravili na plažo malo počivati, ampak mislim, da je pa zdaj čas, da ti pa tegale Broncota končno že pokažem malo bolj od blizu. Danes ti pokažem tole ameriško ikono, ki obstaja že od leta 1966, od letos naprej je pa prišel tudi na evropski trg. Pa pojmo najprej čez brošuro. Tole je Ford Bronco poganega V6 motor, ki proizvede 335 konj, ima 10-stopenjski avtomatski menjalnik in pa seveda pogon na vse 4 kolesa. Povprečno porabo imam trenutno 10 litrov pa pol. Zdaj, če furaš kakšno dizel Octavio, se ti verjetno to zdi ful, ampak jaz, če primerjam s svojim Focusom RS-om, ki ima porabo povprečno 11 litrov pa pol, ali pa Shelbyjem, ki nas zna po 16 litrov, je tale Bronco en tak prav šparovček. Preden se pa zapeljamo, bi ti pa rad pokazal še par detajlov, zato ker se mi zdi, da zelo redko proizvajalci posvečajo toliko pozornosti enemu avtu, kakor je to tlele Ford naredil za Broncota. Tlele v zadnji, kad tankaš, imaš narisane vse 3 predhodne generacije Broncota, se pravi ta prva, ta druga pa ta tretja, ta je pa zdaj ta četrta. Tle na sopotnikovi strani imaš pa skrito eno tako kodo. To so v bistvu koordinate, ki te pripeljejo v Kalifornijo in tukaj so v bistvu Broncota razvili in testirali. Pa tlele v konzoli imaš tako značko, kjer ti piše, da je bil avto v Michiganu narejen. V bistvu so tako zdizajnirali te šraufe, da zgleda to, kaj sprednje luči od avta pa maska. Tole pa ne vem, koliko se v kaj videli. V glavnem teli vijaki so prav posebej označeni. Tele gor piše Bronco. In kad vidiš te vijake, ki so označeni Bronco, to pomeni, da to lahko ven vzameš in si v bistvu daš nek aksesori gor. Ali so to zdaj neke ledice za klele spredi, da imaš še večjo svetilnost, ali pa kaj podobnega. Ampak ne vem, če je že kakšen proizvajalec šel toliko daleč, da bi imel prav svoje pobrandirane šraufe gor. Pa imaš pa še klele pod koloteki napis Lift me baby. Čak ti pokažem le. Klele noter sicer piše Lift me baby, ko ti stisnem zdaj klele eno fotko, kjer se ta zadeva malo bolj vidi. To pa še zdaleč niso vsi party triki od Broncota. Lej, klele v zadnji noter imaš piknik mizo, v rollbaru noter imaš skrit odpirat za steklenice. Če se pa slučajen začutiš, kakor da se Baywatch reševalci z vode, se tele vrata kompletno dol staknejo z avta, klele imaš par šraufov in zadevo vzameš dol, plus seveda z avta gre dol kompletna streha in takole je izgledalo zjutraj, sva se z Juretom tega le lotila. Dobiš pa zraven original, tale set orodja, s katerim snameš streho dol. Se pravi tega, pa tam na začetku jih dava ven, pogre pa v bistvu tole dol, pa paneli spred, pa ta srednji, pa še tale ta zadnji del. Sva se pa z Juretom odločila, da je idealna ura za tole delati ob 12, tako da ne je navzebal, ampak imamo pa k sreči avto v senc. Zdaj zna biti malo vroče, sploh, ko bo avto čevke na soncu parkiran, ampak tudi take stvari treba probati, da vidimo, kako izgleda, če živiš z Broncotom brez strehe. Tole na glavo, ka branjevka. Dobre. Dober svet. Jure, žge. To ste hoteli.
kakure, ki so pod unem lampam cel dan. Jaz si predstavljam, da smo v neki Kaliforniji, pa gremo malo posurfat z bojsi zdajle. Če sem lahko iskren, mi po 5 minutah ni več všeč, me brez trike. Vroče je, kot pri norcah, O, senca. Za 5 minut slave je bilo. To je Instagram versus reality. Evo, mi smo prišli na vrh Splita, tako da Bronko je res en tak kavbojc, povsod te pripelje. Seveda pa avto ni čisto popoln, ne. Avto ima približno 1600 kg vlečne zmogljivosti na kljuki, kar je po mojem mnenju vsaj kakšno tono premalo. Pa tudi, ko imaš streho gor, pa vse zaprt, pa šipe gor, je te zvočne izolacije v kabini toliko malo, da imaš še zmeraj občutek, kot da se voziš malo s priprtim šipom. Moramo se pa zavedati, da ta avto ni bil narejen za luksus pa eleganco. Ta avto je bil narejen zato, da je zabaven na preprost način. In tudi to, da je noter slabše izolirana kabina, pa da so gumbi na volanu gumijasti, mu ne moremo zameriti, zato ker to je tako, kot da preko da v Mustanga ne moreš spraviti 5 ljudi. Pač to ni poanta tega avtomobila. Pol je pa kle še cena. Tale avto je po ceniku približno 90 000 evrov, po moje s kakšnimi popusti bi prišel blizu 80 000 evrov, kar se pa meni zdi kar zelo velik za tak avto. Je pa res, da recimo tudi njegov tekmec, ki je Jeep Wrangler, dobiš tudi novega za približno 80 000 evrov. Ta avto je bil narejen zato, da dobiš preprost off-road avto po neki dostopni ceni in te avtomobili se v Ameriki prodajajo po približno 50 000 evrov, če preračunamo iz dolarjev, kar se pa meni zdi valjda precej bolj primerna cena za tak avto, ampak je pa res, da pač, ko avto pripelješ v Evropo, imamo mi toliko ekstremne dajatve pa davke, da žal taki res zanimivi avti pol tudi to utrpijo in posledica oziroma rezultat tega je pol, ko avto pride z Amerike, je pač bistveno dražji, kakor je bil mišljen na začetku. Jaz se s tem Broncotom zdaj družim že kar kakšen teden in meni je noro všeč. Ful je avto visok, zelo je pregleden, udoben za voziti in 335 konj je res vse, kar rabiš za takle all-around avto. Res je, da avto pač ni namenjen za to, da se boš ti na dolge razdalje vozil po avtocestah ali pa da boš ne vem kakšno tonažo vzadi na kljuki vlekel, ampak zato, ker ga mi uporabljamo klele zdaj, ko smo v Splitu, ko se vozimo po plažah, tle po hribih, po mestu, pa predvsem brez strehe, si pa jaz boljšega avta za to ne bi mogel predstavljati. Tako da Ford, najlepša hvala za tole kavbojsko izkušnjo. Zdaj se pa pogovarjamo še malo o novega Mustanga GT-D. Tisti, ki me malo bolj spremljate, boste vedeli, da sem par videov nazaj že pokazal ta novega Mustanga GT-D-ja in tudi povedal, da sem se prijavil za možnost nakupa tega avta. Kaj zdaj to pomeni? Ford je dal ven en tak online obrazec, prek katerega se ti lahko prijaviš in rečeš: živjo Ford, jaz bi ta avto rad imel. Na tej točki še ne vemo ne točnih cen, ne točnih specifikacij tega avta, ampak ve se samo to, da je za prvi 2 leti planirana proizvodnja nekje 1000 avtomobilov. Zvedel sem pa že, da v Ameriki je bilo prijav skoraj 8000, za Evropo pa Middle East se pa še ne ve. Tako da definitivno bo prijav vsaj 10-krat več, kakor bojo naredili avtov in zato so oni tudi te prijave dali ven, ker Ford želi te avtomobile dati res posameznikom, ki so ali entuzijasti znamke, ali avtomobila Mustang, ali pač bi ful radi imeli ta track-focused avto in tako naprej. V glavnem, jaz zdaj to snemam nekje v koncu avgusta. Ford zdaj že pregleduje naše v bistvu prijave in obljubili so nam, da nekje v septembru naj bi vsi potencialni lastniki izvedeli, a so nam ponudili slot ali pa pač ne. Ampak na tej točki bi vam pa vseeno rad pokazal, kako ta prijava izgleda, tako da dajmo si pogledati kar tale online obrazec. Na prvem koraku podaš ti malo bolj osnovne podatke, potem na drugem koraku pa moraš odkljukati tele zadeve in na podlagi tega ti pol tudi v bistvu podajo obrazce, katere moraš izpolniti. Se pravi, jaz sem odkljukal, da sem že Ford Mustang owner,
da se udeležujem, bom rekel, track dayov in podobnih dogodkov, da imam tudi druge Forde, da se ukvarjam tudi s socialnimi mediji in tako naprej. In ker smo tam odkljukali, da imam Ford Mustanga, moram zdaj o tem tudi več povedati. Se pravi, tukaj moraš navesti vse tudi do šasije, kdaj si ga kupil, koliko na leto delaš kilometrov, zakaj ga uporabljaš, recimo, aj to samo za kolekcijo, ali greš tudi na track day kdaj, potem na kakšne dogodke se pač udeležuješ s tem avtom, če si član kakšnih klubov in tako naprej. Potem te vprašajo tudi malo od motorsporta, kako si vključen, se pravi, a si tudi mogoče voznik, kakšen profesionalen tekmovalec, a si bolj pač amater, tako kot jaz, pa greš na kakšen track day občasno, ali pa hill climb race, ali pa kaj podobnega, tako da to vse pokljukaš. In gremo dalje. Tukaj te še vprašajo o drugih Fordih, ki sem jih imel, tako da sem navedel še trenutnega RS-a, ki ga imam, pa prejšnjega tudi, ki sem ga imel. Tlele kot nekdo, ki se ukvarja tudi s socialnimi mediji, moraš malo navesti svoj reach, svoje cifre, neke linke priložiti. Jaz sem pač dodal tle, ki pač objavljam. Tle sem dodal, da se s svojimi avti tudi dobrodelnih dogodkov udeležujem. Evo, pa smo že na zadnjem koraku. Tukaj ti pa pustijo, da malo več poveš o sebi. Tukaj so dali tudi možnost, da lahko posnameš do 1 minuto dolg video, kjer v bistvu poveš, zakaj bi bil lihti primeren za GTD-ja. Pa še par linkov, kateri bi mogoče lahko pripomogli k njihovi odločitvi. Pa dajmo, evo, submit my application. Nice. Thank you for completing your application. Check your inbox for more information. Evo, prijavo smo dali, zdaj ti pa pokažem še, kako je izgledal ta moj 1-minuten video, ki ga lahko opcijsko daš zraven, zato da v bistvu Ford malo več še zve o tebi. Hi Ford, my name is Rok and I'm from Slovenia. Behind me is my pride and joy, my Shelby GT350R that I imported from the US all by myself. After 3 years of owning it, it still brings the biggest smile to my face every time I drive it. I use it for joyrides, track days and car shows. My daily driver is a Focus RS. Just last weekend I attended a hill climb race with it. I also share my passion for cars through social media and currently I'm one of the biggest car influencers in Slovenia. In the future I want to add a Raptor to these two, but most importantly a Mustang GTD as well. Last month I drove for 12 hours to Spa 24-hour race just to see the car in person. I love the Ford brand and I would be honored to own the GTD. I plan on never selling the car, using it as it was meant to be and be a part of this historical moment of automotive industry. Thank you, Ford. To je pa to. S tem se tudi že bližamo koncu tega vloga. Jaz vas bom seveda obveščal, ko bom karkoli novega zvedel, tudi ali bom zbran ali ne bom zbran, v obeh primerih boste zadevo zvedeli. Seveda držimo pesti, da ga dobimo, da bo vsaj en ta avto v Sloveniji. Ti mi pa napiši v komentar, a bi na mojem mestu rajš obdržal mojega Shelbyja, ki je ročen menjalnik pa atmosferski V8, ali bi rajš upgradeu na Mustanga GTD, ki ima kompresor gor, pa je avtomatik. Avto bo pa valjda imel čez 800 konj, tako da sta valjda oba Mustanga, ampak zelo različna. To je to za danes, pa se vidimo, zagledamo. Ajde, čau!